V bistvu za košarko sem se odločil čisto naključno. Na vratih dvorane v osnovni šoli Franja Nogaja je bil tak KK Šentjurja in sem se odločil, da sem poskusil v košarki. Najprej sem mislil, da bo le to za kakšen hobi, nato pa, ko sem se pa enkrat priključil članim, sem se pa odločil, da bom veliko bolj resno zagrabil za košarko in probal nadaljevati čim dlje. Sam trenutno malo manj treniram z mladincev, ker upravljam treninge z članov, ker so tudi bolj kakovostni in meni bolj koristijo. Sicer nam gre pa v drugi ligi zaenkrat odlično, imamo samo 4 poraze, smo v najboljši skupini drugega dela. Nazadnje smo premagali Pingvine Ljubljano. To pa, da sem prvi strelec, seveda je lepo zaslišati, vendar je pa tudi fajn, da zmagujemo. Mislim, da sem največ dosegel 38 točk. Zašutil za 3 točke. Pri mladincih še včasih celo igram pleja za prenos žoge. Sem mogoče najbolj siguren. To je pa to. Mogoče bi mogel izboljšati obrambo. Največji napredek je tudi, da se v članski košarki igra boljša obramba in moram več energije vložiti v napad. Soigralci mi pomagajo in mi povejo, katere elemente košarke bi mogel izboljšati, kar mi pri mladincih, na primer, soigralci ne morejo toliko svetovati. Izgubili smo 4 najboljše igralce, Laščane. Letos nimamo takšne višine, kot smo imeli lani. Sicer nam gre pa dobro, sedaj smo v četrtfinalu, igrali bomo proti lanskimi finalisti Novo mesto, ki pa ima veliko boljšo ekipo kot lani, saj je prišlo veliko novih igralcev v Krko in igrajo za šolo Novo mesto, tako da imajo visoke igralce in bojo verjetno letos glavni favoriti za osvojitev ŠKL-ja. Obiskujem 4. letnik srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. Sedaj se pripravljam na maturo in upam, da jo bom uspešno opravil. Naprej sem se vpisal v fakulteto za elektrotehniko, v bistvu aplikativno elektrotehniko, ki se ukvarja z programiranjem robotike. Najbolj všeč mi je bil igralec Ray Allen, ki je žal zapustil to ekipo, vendar sem še naprej zvest tej ekipi, ima največjo zgodovino v NBA ligi. Letos upam, da bojo prišli vsaj v končnico. V NBA-u bolj ko ne spremljam highlights-e, rad pa veliko rajše pa pogledam kakšno tekmo Eurolige oziroma ABA lige, kjer imamo tudi svoje predstavnike iz Slovenije in jim želim vse najboljše in seveda tako rad pogledam tudi njihove tekme. Mislim, da smo letos odlična klapa. V naslednjo tekmo gremo brez pritiska. Sicer je to derbi za Rogaško, vendar se bomo potrudili in vseeno probali zmagati. Sicer pa v nadaljevanju v končnici bomo dali vse od sebe in se nadejamo, da bomo naredili boljši rezultat kot lani. V ligi za obstanek bi verjetno dobil večjo minutažo, ker tako imamo dovolj zmag in ne bi izpadli. V ligi za prvaka pa, če bo kakšna tekma z dovolj točk razlike, pa mi bo mogoče Damjan namenil kakšno minuto ali 2. V ekipi Atleti Celje igra moja soplesavka iz Maturanca. Poleg tega pa me tudi zanima ženska članska košarka, saj imamo v bližini Šentjurja v Celju najboljšo ekipo v Sloveniji in je lepo videti gledati. Od začetka smo se malo lovila, potem pa je šlo zmeri boljše. Najbolj odgovarjal mi je tango in ča-ča-ča. Najboljši film je Coach Carter, ker se navezuje na košarko. Kar se pa tiče muzike, pa poslušam v bistvu vse.
dosti igralcev, mislim, soigralcem gre ta frizura v nos. V bistvu vsakič, ko pridem od frizerja, me zajebavajo, kje se spet najdu nadih za takšno frizuro. Predvsem so to Pelc, Ferme in Sebič, sicer pa, če ne druga, se vse nasmejijo.